Dobro jutro, moje ime je Marlen Heze, delam pa na inovacijsko-podpornem centru za razvoj kmetijstva in podeželja. Najlepša hvala za vaše povabilo na to konferenco. Prijetno bi bilo, če bi se lahko spoznali v živo in izmenjali izkušnje, ampak upam, da bo priložnost za to, ko bodo časi boljši lepega dne. Na kratko bom razložila, kdo smo, kaj je naše poslanstvo, potem pa bom podala nekaj primerov orodij, ki jih uporabljamo, da podpiramo naše uporabnike kot center za podporo, potem pa bom pokazala tudi nekaj primerov projektov, na katerih delamo. Naš inovacijski podporni center je bil ustanovljen pred nekaj več kot 20 leti in je del večje družine Burebond in Landerke Hilden. Burebond je daleč največja kmetijska organizacija na Flamskem, v Belgiji, z več kot 15.000 člani. Landerke Hilden pa je na drugi strani ruralna organizacija z nekaj več kot 50.000 kmečkimi družinami. Več kot 20 let delamo s 30 profesionalci, vključno z administrativnim in komunikacijskim osebjem. V okviru Centra za inovacijsko podporo delamo na različnih temah, ki so oblikovane v 3 skupinah. Najprej poslovne inovacije, socialne inovacije in ekološke inovacije. Sama delam na področju ekoloških inovacij. Imamo zelo veliko mrežo v regiji na Flamskem, kot tudi širše v Evropi. Pa to niso le kmetje, ampak tudi raziskovalne ustanove, univerze, nacionalne in regijske organizacije, zasebna podjetja in drugi. Približno 2/3 našega financiranja prihaja iz evropskih in flamskih projektov. 1/3 prihodka je strukturno financiranje iz naših partnerjev Burebond, to je banka KBC in Sera. Le majhen delež pa zaslužimo sami na osnovi ponujanja nasvetov in svetovanja kmetom. Nič kaj dosti ne prosimo, da bi morali prispevati kmetje, zato da ne ustvarjamo dodatnih težav in ovir. Kot inovacijski podporni center imamo več vlog. Dajemo navdih kmetom, potem je naša naloga, da premostimo vrzel med kmeti, raziskovalnimi inštitucijami in drugimi strokovnjaki, usposabljamo, kot rečeno, in dajemo nasvet, svetujemo na področju zmanjševanja toplogrednih plinov in prehod na, denimo, biološko kmetovanje in podobno. Zdaj bom predstavila metodologijo in tehnologijo, ki jo uporabljamo, zato da lahko podpremo vse te aktivnosti. Z različnimi tehnikami možganske nevihte, kot lahko vidite na slikah, omogočamo multiaktivno sodelovanje. Združujemo različne udeležence, ki se ukvarjajo z inovativnimi rešitvami. Proces soustvarjanja je dober primer, kjer imamo dizajnerje in kmetje, ki ustvarjajo nov proizvod, predvsem pa je recimo v tem konkretnem primeru bilo vprašanje, kako rešiti težavo odpadne hrane. Zdaj pa poglejmo potovanja. Naše kmete smo popeljali na enodnevni izlet v sosednjo deželo. Tu je recimo možnost, da najdemo nov navdih, strokovno podporo in da lahko razvijamo svoje inovativne poslovne ideje. Skupaj s strokovnjaki izven kmetijstva imamo že na avtobusu samem priložnost, da pridobimo nove ideje in prav res ne izgubljamo časa. Potovanje je intenzivno. Vsak udeleženec dobi svojega usmerjevalca, strokovnjaka, ki mu pomaga oblikovati svoje osebne cilje tekom tega izleta. In potem na koncu pogledamo tudi, kako bi finančno lahko izvedli neko idejo. To je čudovit način za kmete, da se lahko lotijo svojih idej, takoj pa dobijo feedback, povratno informacijo strani strokovnjakov in drugih kmetov. Akademija potovanja se organizira z namenom inovativnosti, inovativnega kmetijstva, kot tudi komercialnega pristopa in kako lahko oblikujemo učinkovitost dobavne verige. Zdaj pa posnetek iz tega potovanja. Bila sva popolnoma nova na tem področju.
Ampak sva šla na to potovanje z avtobusom. Nič kaj dosti nisva vedela o ničemer. Ampak vse, kar nama je prišlo na pot, je bilo zelo koristno. Veliko sva se lahko naučila. Vsemu sva rekla da. Šla sva na to potovanje z avtobusom, potovanje inovacij, in to je bila čudovita priložnost dobiti sveže ideje. Food Innovation Tour, torej ta avtobusna pot, je bila aktivnost, v katero smo vključili 20 kmečkih družin in jih popeljali v sosednjo Anglijo, v veleblagovnico, kjer smo kupili in si pogledali proizvode, ki jih pri nas v Belgiji še nimamo. In že na avtobusu smo imeli možgansko nevihto in pogledali, kakšne ideje lahko na tej osnovi dobijo naši kmetje. Na primer, nekdo je kupil Milky Way v tubi in potem se je ta kmet ukvarjal z vprašanjem, jaz imam veliko jajc, in ne vem, kako bi lahko tudi sam imel podoben izdelek na ta način. Tako smo dobili veliko navdiha. Nekdo je namreč videl, da Fanta prodaja veliko različic svojega izdelka in ker je imel podoben proizvod, je razmišljal, kako bi sam naredil podobno. Kaj sva odkrila? Kaj sva spoznala? Nove kombinacije. Domov sem prinesla embalažo, ki nima nobene povezave z žafranom. Ampak to, kar me je v zvezi s tem res fasciniralo, so bile različne kombinacije različnih prehranskih izdelkov. Linda je prišla na naše potovanje in razmišljanja o embalaži. In pogovorila se je z našimi strokovnjaki na avtobusu, na dan so prišle ideje in deloma so te ideje že prišle na dan in ona ima zdaj izdelek ročno narejeno v Belgiji. Danes mislim, da je njena embalaža podobna belgijski zastavi in je velik približek risbice, ki jo je naredila na avtobusu. Ne bom rekel, da je povezava direktna, ampak zagotovo gre za pomembno izkušnjo. Vsak dan smo spoznali marsikaj. Recimo, spraševala sva se, kako lahko vzgojiva svoje rastline in kaj so izkušnje drugod. In ni kaj dosti veliko ljudi, ki se ukvarjajo z žafranom, ampak veliko zamisli sva dobila. Pred nekaj dnevi sem prišla v stik z nekom, ki destilira alkohol na popolnoma nov način z visokokakovostnimi sestavinami. In naletela sva tudi na nekoga drugega, ki je pomagal pri poimenovanju tega izdelka. Markhoven rdeče je zdaj ime najinega izdelka, kar je pa res nekaj čisto novega. In veliko novih izdelkov se je rodilo iz tega potovanja. In to je res krasno. Delava pa tudi pri razvoju drugih izdelkov, ki jih poimenujeva zdaj ročno narejeno v Belgiji pod to oznako. In mislim, da je še vedno ogromno priložnosti, ki se kar odpirajo. Še tako pametni izdelki in majhni proizvajalci bodo morali raziskati nove poti za nove izdelke, ker potrošnik to želi. Vedno nekaj novega. Naši kmetje z močjo oziroma opolnomočeni kmetje je projekt 6 korakov za zagotavljanje energijsko učinkovite kmetije. Naši strokovnjaki pomagajo namreč kmetom tako, da najprej pogledajo, kaj se na kmetiji dogaja in kako upravljajo in kakšne so njihove potrebe po toploti in električni energiji. Potem pa primerjajo zbrane številke z drugimi kmeti, dajemo pa tudi nasvete seveda o tem, kako lahko zmanjšamo te številke na računu. Ko zberemo vse potrebne podatke, naredimo izračun v sodelovanju s kmetom o tem, katere ukrepe, varčevalne ukrepe bi lahko določena kmetija sprejela. Prav tako pa pogledamo, kako lahko optimalno uporabimo na kmetiji tudi energijo, ki jo proizvedejo sami. Pogledamo pa tudi priložnost za sodelovanje z drugimi kmeti in državljani v energijskih skupnostih. Da ohranjamo stik s tem, kar se dogaja, dajemo inspiracijo kmetom za nove ideje in tako imamo na voljo vsake 2 leti torej nagrado za inovacije. Pa
Bodisi, da gre za idejo, ki je že zaživela ali pa je šele na začetku. Različni kolegi z različnih področij obiščejo kmetijo in se z njim intenzivno pogovorijo, kjer se pa včasih spet rojevajo nove ideje. Poleg denarne nagrade, dobitniki nagrade dobijo tudi našo podporo, da lahko naprej razvijajo svojo inovativno idejo. Zgodbo udeležencev objavljamo pa vsak teden v publikaciji, ki je navdih za celotno kmetijsko skupnost pri nas. In na koncu želim še v nekaj drsnicah na kratko pokazati, v kakšnih projektih sodelujemo, bodisi kot koordinator ali pa kot partner. Projekt Obzorje 2020 je inovativni projekt EU, kjer sodeluje več praktikov, pa tudi inštitucij in organizacij iz 15 držav. Cilj pa je zagotoviti partnerstvo za inovacije na področju kmetijstva, gozdarstva in poslovanja. Pomembna je naša vloga, ko dajemo dobre nasvete oziroma lahko predstavimo dobre študije primerov in že odlične projekte. Nadalje podoben projekt Skin, ki vključuje sodelovanje v okviru mreže za znanje in inovacije z zagotavljanjem kratke dobavne verige. Naša vloga je, da zagotavljamo dobre primere in da širimo znanje o dobri praksi. Potem pa še ena operativna skupina Sustainable Windstrip oziroma tu lahko omenim, da imamo veliko strokovnjakov in kmetov, ki se ukvarjajo z oblikovanjem in ustvarjanjem naprave za namestitev platna proti rasti plevela. S tem se olajša delo kmetu. In naša vloga tu je spet povezati ustrezne partnerje in razbremeniti kmete. V projektu Interreg Eco pa je naša naloga, da povežemo relevantne partnerje, vodilnega partnerja in omogočimo sodelovanje in poslovni razvoj preko ustanavljanja ustreznih energijskih skupnostnih zadrug. In tu gre za tehnološki in ekonomski raziskovalni center oziroma te centre, ki omogočajo ustrezen razvoj in odlično sodelovanje, kjer pa je pomembno pogledati tudi prihodke kmeta in kako jim tu lahko pomagamo. Zdaj pa še sodelovalni projekt The Climate Team, torej ekipa za klimatske spremembe, za podnebje, kjer imamo kmete, ki so proizvajalci mleka in strokovnjake za klimatske spremembe. Tu jim lahko pokažemo, kakšni ukrepi so najbolj primerni. Naša vloga pa je ponovno združiti relevantne partnerje in zagotoviti projekt in proces sodelovanja. Zadnji projekt, ki ga želimo omeniti, pa je Food Heroes, torej prehranski heroji, kjer imamo 12 podpornih služb in v različnih sektorjih, kmetijstvo, prehranska industrija in kreativne industrije. In naš namen je zmanjšati odpadno hrano in predvsem pogledati v sodelovanju s kreativnimi industrijami, kakšni so lahko novi proizvodi, koncepti, da bi zmanjšali odpadno hrano in bi lahko ustvarili dodatno vrednost iz neodpadnih stranskih proizvodov. Najlepša hvala vam za pozornost. Nikar ne oklevajte, lahko stopite z mano v stik, če imate vprašanja. Nasvidenje.